kako ti je bil kaj všeč tale film, ki smo ga zdajle pogledali? Ja, zanimiv, glasbeno je vrhunski, odličen me glavni igralci, tako lepo odigral tisto čustvo tik preden ona ugotovila, zakaj se gre, izjemen, jaz bi mu dala Oskarja. Tisti trenutek, ko sem videla tisti očki njegove solzasti, izjemen je, res. Bi ti, podobno kot je nekako v filmu, storila, če bi sklepala, da pač, recimo, da je kakšna prijateljica isto zaljubljena enega fanta, ki je tudi tebi všeč, bi ga prepustila, no? To so take težke vprašanja. Od situaciji se je seveda odvisno, ampak ljubezen je najmočnejša sila v vesolju in tisto, ki mora pride skup preslej, ne glede na okoliščine, ne glede na nobene ovire. Tako da konec koncev na mestu se vse postavi in ljubezen vse reši. Pa naj se to sliši kako klišejsko, ampak to je tako. Glede na to, da ti muzikali, ne po slovensko muzikli, imajo dve fore, ne. Pri enih je ful muzike, pa zelo malo govora, jaz imam pa rajši one, ko je dejansko dosti igranih delov, pa pol muzike, torej da je nek balans. In ta se mi zdi, da je imel glih prav balans in velikan trenutno, ne, v zadnji, ki ga gledamo, je pokazal vse svoje igralske sposobnosti, daleč od tega, da je Game of Thrones vse, kar je naredil v svoji karieri in da mislim, da ga bomo čedalje več srečevali v hollywoodskih in dobrih bollywoodskih in slovenskih in slovenskih upam, da tudi mogoče zdaj res hudih filmih, ker je dokazal s tem filmom, da je igralec pa pol. Mislim, da v tem filmu je zasenčil vse svoje konkurente, ki so igrali ob njemu. Kaj pa ti bi lahko se postavil na njegovo mesto, če govorimo o ljubezni? Jaz bom tako, lahko malo komično obrnem, da ne bomo tako res pocukrani. Jaz bom tako rekel, sem se že znašel, eno vprašanje imam, ne, jaz tako, ko sem bral opis, ne, je bil kao, da je to ljubezenski trikotnik, ne. Meni se zdi, da je bil to bolj, če tako gremo bolj globoko zgodbo, ljubezenski kvadrat, ne, torej 3 na 1, ne, ampak vrnemo se nazaj, ljubezenski trikotnik, sem že bil del tega, ampak sem izvesel, bom pa tako rekel mečken, da se malo pohecamo, sem bil pa kdaj deležen enega druga ljubezenskega trikotnika, pa je bilo glih tako dobro. Film, iskreno povedano, malo sem razočaran, no, mečken. Zgodba mi je všeč, glavni igralec mi je odličen, ampak sem več pričakoval od samega filma. Kaj te razočaraš, scenarij ali petje? Zdaj se mi je tako malo preveč ravno vse skupaj. Jaz sem človek čustev, imam rad ekstreme. In se mi zdelo, da generalno gledano je bilo premalo tega, premalo emocij. Ta pravih emocij. So hoteli prikazati, ampak ni ratalo tako, kot so hoteli. Kaj pa bi lahko bil na njegovem mestu glavnega lika, na mestu Sirana? Mislim, absolutno bi lahko bil, mislim, zaradi tega, ker se tudi z umetnostjo ukvarjam in umetnost je, da se znaš postaviti neko vlogo in jo odigrati. Ja, se vidim, lahko bi to uspelo, seveda. Mislim, sem bolj več na njegov lik, se pravi, da bi lahko tudi ti prepustil, ne vem, neko žensko nekomu, ki bi tudi vedel, da mogoče iz nekega razloga, ne vem, bi se ti zdelo, da ne paše skupaj, lahko je tudi to tle konkretno šlo za ponos, ampak mogoče zaradi kakšnega drugega razloga. Ali pa bi on friend toliko zaljubljen v njo, da bi rekel, okej, ja, lej, dej, pejt, valjda. Zdaj, če to celo zgodbo v realno življenje preslikava, ne, meni si vprašala, ne, jaz ne maram fake, jaz ne morem nekaj igrati, jaz pač vedno v življenju povem, kar mislim. Tako da ne bi mogel v resničnem življenju te vloge odigrati. Lahko bi po filmu, to bi pa lahko.